Današnja skupščina Zavarovalnice Triglav, ki se je udeležilo 49,56% kapitala, se je pričela z zapletom iz naslova zahteve Društva malih delničarjev Slovenije za odvzem glasovalnih pravic nekaterim največjim delničarjem skupaj preko 64% delnic oziroma glasov. Ne predlagana predsedujoča skupščini Karmen Dobnik, niti po nasprotnem predlogu izglasovani predsedujoči skupščini Franci Matos, glasovalnih pravic nista odvzela ter sta takšno odločitev utemeljevala. Medtem je z nasprotnimi utemeljitvami Društvo malih delničarjev Slovenije napovedalo izpodbijanje vseh sklepov skupščine, tožbo za ničnost skupščine in uveljavljanje odškodninske odgovornosti uprave Slovenske odškodninske družbe, ki je uveljavljala glasovalne pravice iz naslova države oziroma Slovenskega državnega holdinga. Na skupščini je bil imenovan nov nadzorni svet, pri čemer so bili od 6 prvotno predlaganih kandidatov izvoljeni le 3, medtem ko so bili preostali 3 člani nadzornega sveta imenovani na podlagi nasprotnega predloga, ki ga je Slovenska odškodninska družba podala na sami skupščini. Tako tudi ni bilo nikakršnih možnosti, da bi Vseslovensko združenje malih delničarjev uspelo s predlogom za imenovanje predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet, saj 82.615 glasov, ki jih je VZMD prejel v okviru zbiranja pooblastil, ni omogočalo uveljavitve prizadevanj, da bi tudi blizu 30% malih delničarjev dobilo možnost aktivnejšega soupravljanja družbe.